Tokrat v občinskem informatorju. Minister Brežan obiskal regijo po močnem deževju. V Sveti Trojici predsednik DS po ujmah v Slovenskih Goricah. S svojimi starodobniki so opravili prvo vožnjo po Destrniku. Policijsko-veteransko društvo Sever predstavilo 2 zbornika o dogajanju med osamosvojitveno vojno. Ptuj obiskala ministrica za kulturo in napovedala dolgo pričakovano investicijo. Razstava Zaprisežen ljubezni in življenju posvečena slovenskemu zdravniku. Na slavnostni seji v Senici ob Dravi podelili naziv častne občanke Antoniji Majster. Uspešno se je končala mednarodna konferenca Podium. V nedeljo nadomestne županske volitve v občini Rače-Fran. Lepo pozdravljeni. Minister za naravne vire in prostor si je v sredo ogledal razmere po obilnih padavinah na severovzhodu Slovenije. Povedal je, da je že jasno, da bo škoda po ujmi presegla mejo, ki je določena v zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, tako da bo država občinam in oškodovancem morala pomagati pri sanaciji. V zvezi z več 10 plazovi, do katerih je v zadnjih dneh prišlo na severovzhodu Slovenije, je minister dejal, da bodo občine po popisu škode pripravile dokumentacijo, potem pa bo na vladi, da to potrdi, da se lahko poskrbi za sanacijo. Tako kot smo povedali, tu se bodo najprej prijavile škode, občine bodo prijavile in pripravile projektno dokumentacijo, ki bo potem prijavljena na ministrstvo in v okviru sanacijskega programa, ki ga bo potrdila vlada, se bodo na podlagi prioritet, ki jih bodo občine postavile, ti plazovi sanirali. Domači gasilci v Forminu so imeli polne roke dela. Intervencije je bilo prijavljeno, smo imeli včeraj prvič v petih popoldne, potem pa smo naredili okoli 6:30 že štabno vodenje. Imeli smo po celem Formini približno okoli 30 hiš je črpalo ven. Mi smo črpali, rečemo, približno pri 15 hišah. Ostalo pa so se ljudje z svojimi črpalkami črpali. Dosti ljudem smo mi dali črpalke in še se zdaj sami črpajo. Tako da včeraj smo recimo že v ponedeljek večer smo si naredili približno 400 vreč spolnjenih s peskom pa red. Zdaj pa smo še imeli, včeraj smo jih nekaj napolnili, je pa se približno samo na Formini porabilo okoli 700 vreč, v celi naši občini pa približno 1100–1200. Zobe je pokazala tudi deroča reka Pesnica. To je bilo najhujše, popoldan smo bili, takoj ko se gasilska sirena vklopila, smo bili tudi vsi na terenu, jaz sem tudi kar dosti prehodil, nekih 5 ur smo bili vsi skupaj, oziroma jaz zunaj, gasilci pa tako še celo noč. In je bilo v bistvu voda je fejs problem, takšne količine, ko so zdaj bile, ni sposobna struga Pesnica odvajati, to je največja težava in pol pač prestopi bregove in to je problem. Zdaj, kaj narediti, je težko govoriti, Verjamem, da bodo kakšni strokovnjaki ugotovili, kaj treba narediti in pol vsi naredili vse, kaj v naših močeh, da bomo to tudi rešili. Dejstvo je, da si občine in krajani želijo hitro pomoč države. Sanacija je nekoliko daljši proces. Tu bomo odprli sistem AJDA, kjer bodo občine prijavljale škodo. Na podlagi ocenjene škode bo potem vlada sprejela sanacijski program, ki bo podlaga za investicije in sanacijo škode na terenu. Sicer pa s protipoplavnimi ukrepi ne morejo reševati problematike vdora podtalnice v nepremičnine občanov, zato minister pričakuje, da bo za to usposobljena stroka predlagala prave ukrepe, ki bodo v prihodnje omogočali, da se v največji mogoči meri takim dogodkom izognejo. Po močnem deževju, ki je za seboj pustilo poplave, plazove ter uničene ceste in polja, so se v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah zbrali župani in težave predstavili predsedniku Državnega sveta. Poglejmo prispevek. Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je gostila predsednika Državnega sveta. Skupaj so konstruktivno spregovorili o tem, kakšne posledice je pustilo močno deževje. Glede na to, da se še vedno pogovarjamo o ukinitvi Državnega sveta, naj poudarim, da to je delo Državnega sveta, ki se ukvarjamo bolj z lokalno problematiko. In iskreno se zahvaljujem, da so potrdili predlog interventnega zakona za odpravo posledic in pa reševanje življenj in pa državljank in državljanov v tem trenutku v naši regiji. Zavedajo se, kaj je njihova naslednja naloga. Nujno moramo na vlado Republike Slovenije nasloviti dopis in sicer za intervencijska sredstva, za denar, ki bo jutri prišel na račune občin, da bodo lahko sanirali tisto najnujnejše, to preskrbo za ljudi, za prevoze otrok v šolo, za varno pitno vodo. Druga zadeva, ki je nujna, se mi zdi, da so semena in pa sadike za kmetijstvo.
da obnovijo pač saditev, sicer bomo ostali brez hrane in potem bo še veliko slabša ta preskrba z hrano ali pa samo oskrba s hrano. Menijo, da sta to dva ključna ukrepa, ki jih lahko uvedejo takoj, seveda z interventnim zakonom. Poudarjam dejansko res, da nismo v Visokogorju, smo v Slovenskih goricah, kjer je zemlja izredno plazovita in gmotna škoda iz enega plazu res ne nastane tako velika, ampak za naše občine je vse to velik strošek. Sam vem, da bo čez par dni se stanje umirilo in posušilo, ampak posledice bodo ostale enake in ponavadi v takih trenutkih ostanemo občine same. Prav zaradi tega apeliram in prosim za interventna sredstva, kajti sami te gmotne škode zagotovo ne moremo pokrivati. Občine morajo imeti zagotovljen interventni sklad, poraja se vprašanje, če ga ima država. Verjamem in upam, da država razpolaga z nekim, bom rekel, sredstvi za to intervencijo. Zato predlagam interventni zakon državni, ki bo prinesel denar na račun tukaj ogrožajočih občin. Župani in županje so predsedniku državnega sveta opisali, s kakšnimi prizori so se srečevali minule dni v svojih krajih. Smo imeli 10 sproženih plazov, zalite kleti, 2 potoka sta prestopila bregove, tako da seveda jaz upam, da bodo zdaj ljudje imeli tudi malo več posluha za tiste dopise, ko jim pošiljamo, da je potrebno dati soglasje, da lahko naredimo zadrževalnike, govorim konkretno o Rogoznici in Grajeni, tako, ker bi marsikatera stvar bila bistveno boljša. To je dokaz, za to je zadrževalnik v Ljudskem vrtu, ki je odlično opravil svojo nalogo. Seveda pa bomo šele zdaj komaj videli, ko se bo voda umaknila, kaj točno imamo na terenu. Vse od nedelje je stanje resno, zabeleženo je veliko število plazov. V bistvu jaz sem bila cel čas od nedelje naprej na terenu, začelo se je s prvim plazom, do danes smo jih imeli 7 teh večjih, ki smo jih zabeležili, nekaj jih ogroža stanovanjske hiše, gospodarske objekte, tudi na kmetijskih površinah kar nekaj poškodb, največji kar slab hektar se je splazilo sadovnjaka, tako da ja, v bistvu, da ne omenjam teh vseh hiš, ki so črpali iz kleti, iz hiš, protipoplavne vreče nastavljali gasilci, tako da ja, nekako smo uspeli vsaj začasno delno posanirati, ampak plazovi še vedno plazijo. A to še ni vse. Prizori, ki so jim bili priča, so bili res skrb vzbujajoči. Ne govorimo o cestni infrastrukturi, v bistvu je bilo veliko cest zaprtih, več ali manj vse pod vodo, cela Pesniška dolina pod vodo, kjer je tudi ogroženih veliko kmetijskih površin, sadovnjakov, jagodnih nasadov in podobno. Tako da tudi kmetje so utrpeli velike škode in pomoč bi potrebovali v bistvu včeraj. Opozarjajo, da je treba sistemsko urediti sanacije, ko pride do ujm ali takšnih in drugačnih naravnih katastrof. Občine same enostavno finančno ne zmorejo sanacije. To obilno deževje je tudi v naši občini, kjer imamo 2 velika vodotoka, Pesnico in Globovnico z pritoki in 3 akumulacijska jezera, je naredilo veliko škode. Predvsem na infrastrukturi, javni infrastrukturi, to govorim o cestah, pretrgalo je kar nekaj vodovodov, tudi 5 hiš imamo ogroženih, na kmetijskih zemljiščih je pa tudi ogromna škoda. Trojiško jezero, na primer, je po definiciji zadrževalnik vode. Župan si želi, da bi to funkcijo tudi opravljal. Naj potem tudi opravlja to funkcijo. V tem trenutku je naša voda popolnoma zamuljena, se pravi naša jezero popolnoma zamuljena, kar je prvič v zgodovini se zgodilo, da je voda tudi prestopila nasip. Samo z strahom smo opazovali to včerajšnje dogajanje in prosim, ponovno pozivam vse pristojne, da nemudoma ukrepajo. Zdaj je žogica na strani države, da prisluhne županom, ki opozarjajo na težave občanov, ki se pojavijo ob takšnih nepredvidljivih situacijah. Nekaj mora biti tudi na preventivi, še opozorijo. Klub starodobnikov Sveti Urban Desternik je imel pretekli vikend prvo vožnjo v letošnji sezoni. Vreme sicer ni dopuščalo, da bi se odpravili vsi na vožnjo do Svete Ane, saj so motoristi in mopedisti ostali doma. Na pot pa je odšlo nekaj avtomobilov. Nam pa so predtem pokazali svoja vozila in povedali nekaj zanimivosti o njih. V klubu starodobnikov Sveti Urban Desternik je več članov in članic, ki imajo skupaj nekaj čez 30 vozil. Na tem so avti, motorji, mopedi,
lastniki traktorjev, imamo pa še seveda tudi druge stvari, ne? Kot so stoječi motorji pa take zadeve starodobne. Čez leto se večkrat odpravijo na skupne vožnje, za prvo pot pa so se izbrali od Destrnika do Svete Ane z vmesnimi postanki. Ogledali si bomo v Gospodem Severu majhno zbirko starodobnih zadev, potem gremo do cerkve, do trga samega v Sveti Ane, pa potem se še vračamo. Pa še pozorce stavimo pri eni gostilni Šenk, ki ima tudi preše pa take zadeve, da res pogledamo neko zgodovino, ne. To je namen našega druženja tudi. Pač je vreme tako, zato nimamo toliko vozil, pa vseeno se družimo, ne. A še pred odhodom nam je Igor Anžel pokazal svoje starodobno vozilo Opel Kadett, letnik 1966, sam ga ima že 32 let. Ko sem ga prvo kupil, sem ga mogel celega obnoviti, potem sem ga vozil 10 let, potem je bil spet 10 let parkiran, pa spet na novo narejen. Vozim pa se še kar, ko je lepo vreme v službo. Pa tako. Kakega posebnega imena mu ni dal, pravi pa, da ima karakter. Fajn ga je voziti, sploh pa, ker se vidi, fajn ven, velike so šipe še, ker to pri novih avtih težko vidiš ven. Drugač pa paziti moraš, ker to niso take zavore, ko so pri novih, pa tak, da veš, da se boš vstavil. Drugače pa. Ima dolgo zavorno pot? Kar. Družina Kramberger pa nam je s ponosom pokazala svojega starodobnika. Škoda 120L, letnik 1980. Videli smo tudi eno lisičko, ki je pa verjetno stara ravno toliko kot avto. Je prišla skupaj ali kako ste? Tako, ko sem kupil, je bila lisička not in sem pač rekel, da lastnik mi je povedal, da bo toliko stara kot avto. In pač ostaja, dok bo avto, bo lisička verjetno. Pravi, da se ga še vedno lahko vozi. Avto je zelo mehek, zici so zelo dobni za ta avto, letnik njegov. Vozim si še pa kar, za srečanja, pa tako, pa čas je službo malo toliko, da ga zgibamo. Sicer pa je za ta avto značilno, da ima zadaj motor in spredaj prtljažnik. Prav tak avto je Kramberger že imel. Avto je bil isto vozilo, ko zato sem tudi iskal, zdaj sem lastnik 6 let tega vozila, ne. Znači pa prvi avto moj bil isti, Škoda 120, tako te. In glede na to, kako sta bila zraven navdušena otroka, bo zagotovo ostal v družini. Policijsko-veteransko društvo Sever Maribor je predstavilo 2 zbornika. Vojni ujetniki v vzhodnoštajerski pokrajini 1991 in Dolga pot do hrama demokracije, akcija Skala. Gre za pomembno dejavnost zveze PVD Sever, saj zbornika prispevata k ohranjanju zgodovinskega spomina na delovanje policije. Zbornik Dolga pot do hrama demokracije podrobno vse na enem mestu opisuje akcijo Skala. Gre za to, da je več kot 30 let od osamosvojitvene vojne in takrat so miličniki imeli zelo pomembno vlogo, ki pa je v bistvu ostala, bom rekel, nezapisana, in vkolikor ne bi jaz zbral teh dokumentov in pričevalcev, se pravi akterjev, ki so danes na srečo še živi in lahko iz prve roke povejo, bi morda to šlo v pozabo. junija 1991 je bila sklicana izredna tajna seja takratne tridomne skupščine. Bila je vojna, ceste so bile blokirane. In je zaradi tega bilo potrebno iz Maribora odpeljati 31 delegatov, ki so takrat živeli na našem območju. To je bila izjemno velika številka in veliki varnostni zalogaj za takratne miličnike. Zato smo se organizirali tako, da je potekalo varovanje iz 2 lokacij, in sicer iz Ptuja in iz Maribora. Spremljali so avtobus in kombi, oboroženi miličniki, predhodnica, zaključnica in patrulje, ki so varovali traso. Na srečo se je vse srečno končalo. Plo je izpostavil, da je o vojnih ujetnikih med osamosvojitveno vojno bilo napisano veliko, ali nikoli zbrano na enem mestu. Zdaj so naredili prav to. Slovenija med vojno je naletela, torej ob vojni, ob agresiji, tudi na izjemno število vojnih ujetnikov. Dejstvo je, da mi na to nismo bili pripravljeni, ampak vse je steklo tako, kot mora. Poudaril je, da je Slovenija z vojnimi ujetniki ravnala izjemno dobro. Slovenija je morda unikum ali pa posebnost je v tem, o čemer premalo govorimo,
ne samo, da smo vzorno ravnali z vojnimi ujetniki, da smo ravnali v skladu z Ženevsko konvencijo, ampak predvsem smo ravnali kot z ljudmi. Se pravi, tudi pri policistih, miličnikih takrat in pripadnikih teritorialne obrambe je, bi rekel, bila nad vsem ta človečnost. Povedal je še, da je bil glavni regijski center za vojne ujetnike v srednji kmetijski šoli na Vrbanski cesti. Ministrstvo za kulturo zagotavlja, da je zagotovilo primerno rešitev za prostor, kamor bo umeščena bogata ptujska arheološka zbirka, ki se trenutno nahaja v zaprtih depojih. Projekt, vreden 5,6 milijona evrov, bo končan leta 2026. Na Ministrstvu za kulturo se zavedajo, da ima najstarejše slovensko mesto izjemno bogato kulturno dediščino in zato kraju posvečajo posebno pozornost. Od junija, ko smo nastopili mandat, smo začeli z urgentnim reševanjem situacije tukaj gradu in pa muzeja. Večkrat smo bili tudi tukaj, si situacijo pogledali, se seznanili z perečo problematiko, ki je tukaj že traja vrsto let. Gre namreč za spomenik državnega pomena v državni lasti, ki pa ga ima v upravljanju seveda pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, katerega ustanoviteljica je občina in ga tudi sofinanciramo na Ministrstvu za kulturo. Država bo s prenovo žitnice po dolgih letih čakanja na primerno rešitev le zagotovila prostor bogati ptujski arheološki zbirki, ki se trenutno nahaja v zaprtih depojih. Začeli smo iskati trajne rešitve, kako bi pravzaprav lahko nekako odprli to izjemno bogato dediščino in jo naredili še bolj dostopno javnosti, hkrati pa seveda omogočili tudi vse primerne pogoje za njeno hrambo. Zato smo se lotili projekta celovite obnove objekta Grajska kašča v kompleksu Ptujskega gradu, kjer bomo Grajsko kaščo naredili v ogledni depo in omogočili tudi prostor za občasne razstave Ptujskega muzeja Ptuj-Ormož. Gre za eno največjih državnih investicij v kulturno dediščino na Ptuju. Z investicijo so že začeli, vseh 5,6 milijona evrov bo zagotovilo ministrstvo. Ker se bomo vsi morali zelo potruditi, da bomo v tem razmeroma kratkem roku, ki ga imamo na voljo za koriščenje sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, lahko projekt realizirali. Bomo pravzaprav vsi morali napeti svoje sile do maksimuma, vsi, ki tukaj sedimo za mizo in ekipa projektantov in sodelavcev strokovnih služb na ministrstvu in na občini. In tudi občina je pravzaprav takoj pristopila k projektu in začela reševati vse stvari, ki jih je potrebno v smislu zagotavljanja prostorov za predmete, ki so trenutno v kašči. Dogovora s pristojnim ministrstvom so zelo veseli tudi na strani Ptujske občine in pokrajinskega muzeja, ker so si dolgo prizadevali za primerno rešitev. Iskali smo 1001 rešitev, imeli tudi nekaj predlogov, ampak mislim, da tak je zdaj na mizi je tudi najbolj smiselen. Tudi moje osebno mnenje je, da je nesmiselno graditi nove prostore, ko imamo veliko takih na razpolago, ki jih je potrebno obnoviti in jim neko novo vsebino dati in seveda vdahniti neko novo življenje. Zagotovo bo to dodana vrednost za naše mesto, za državo, iz vseh vidikov, kulturnega, turističnega in tudi razvojnega. Direktor muzeja pa je povedal, da gre za veliko darilo njihovi ustanovi, ki prav letos obeležuje 130 let delovanja. Za obnovo grajske žitnice so si desetletja prizadevali različni akterji. Spomnil je še na to, da je minilo že 12 let, odkar bogata arheološka dediščina mesta ni na ogled javnosti. V KPC Majšperk so odprli razstavo za prisežen ljubezni in življenju, ki je posvečena življenju in delu zdravnika Milka Pečeta. Bil je med prvimi zdravniki, ki so se v takratni Jugoslaviji ukvarjali s poklicnimi boleznimi. Več pa v prispevku.
Razstava Zaprisežen ljubezni in življenju je posvečena življenju in delu zdravnika Milka Pečeta. To je bil prvi zdravnik v Sloveniji, ki se je začel ukvarjati z proučevanjem poklicnih bolezni in postal tudi potem prvi direktor inštituta, ki se je ukvarjal s tem. Mislim, da je premalo poznan. Razstava je nastala ob 120-letnici rojstva in 70-letnici smrti Milka Pečeta. Začela sem tudi z njegovim očetom zato, ker prvič mu je omogočil študij medicine v tujini, drugo pa zato, ker je bil zelo znan župan na Ptujski gori, ki je marsikaj obrnil na bolje v tistih časih. Živel je v poznani in premožni družini. Veliko denarja se je namesto za kakšne druge stvari namenilo za knjige, tako da njihovo življenje na Ptujski gori kot v Mariboru in pol v Ljubljani je bilo nekje skozi prepleteno z ljubeznijo do knjige in z uživljanjem zgodovine, prebiranjem literarnih del in mislim, da je na hčerko Alo to še kako prenesel. In razstave se je udeležila tudi hčerka, ki je obudila spomin na očeta. Zelo sem vesela. Zelo sem vesela in ponosna, pa nisem se jaz tega spomnila, to se rojakinja iz Ptujske gore in hvaležna. Ker mislim, da se je to zaslužil. Veste, je pa tako daleč od kraja, daleč od srca. Ker je tako hitro smo šli z Ptujske gore, ne? Jaz sem bila taka stara 7 let, ko smo se izselili po vojni in pol ni bilo nobenega Pečeta več na Ptujski gori. In pol se tudi domačini več ne spominjajo. Spomnila se je tudi otroštva. Jaz se še spomnim kot otrok, da so tudi njegovi kolegi, zdravniki, nekako čudno, z nekim ironičnim nasmehom poslušali o poklicnih boleznih. Takrat je to bilo še, to ni bila panoga medicinska in jo je nekako vajal. In ker je tako hitro umrl za 50 leti, je pač tudi razumljivo, da nekako njegovo delo sta tudi šlo v pozabo. Razstavo je pozdravil tudi župan, ki je hčerki podaril zbornik občine na spomin na obisk in odprtje razstave. Po njej nas je popeljala avtorica razstave. Njegova prva zdravniška postaja po opravljanju staža v Mariboru so bile Apače. Apač na Ptujsko goro, s Ptujske gore je bil pa po vojni poklican, da upravlja nek inšpekcijski nadzor v okviru vojaškega okrožja, takoj po drugi svetovni vojni. Tale kotiček je namenjen bolj ljubezenskemu srečanju in tistemu, kar ju je vezalo, čeprav sta velikokrat bila ločena, ker je on med vojno je bil v taborišču. Hčerka ima ohranjenih več kot 100 ljubezenskih pisem. Se čuti, jaz sem jih par prebrala, tista navezanost, tista pristna ljubezen, ki res imel je človek neko širino, da se je razdajal kot zdravnik med ljudmi in pa tudi živel za družino. Sprejel je tudi delo zdravnika za delavce v tovarni in začel preučevati, čemu imajo kamnoseki in prebivalci v bližini rudnika podobne bolezni, saj je večina ljudi tam obolevala na pljučih. Kasneje je deloval tudi na Ptuju v ambulanti za pljučne bolezni. Več o razstavi in njegovi življenjski zgodbi pa najdete na spletnem portalu lokalec.si. V Selniškem hramu kulture so imeli v četrtek zvečer slavnostno sejo občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Na njej so podelili več priznanj županje, občinske plakete in tokrat tudi naziv častne občanke, ki ga je dobila Antonija Majster. V hramu kulture Arnolda Tovornika sta na slavnostni seji nastopila Jure Ivanušič in Ditka, prav tako tudi folklorna skupina. Najvišji naziv častne občanke pa je prejela Antonija Majster, ki je v svojem govoru dejala, da je kot mlada občudovala bogate ljudi. Zdaj pa občuduje prijazne. Vedno sem imela pred očmi revne otroke, prvič otroke, odrasle. Jaz pa sem iz velike družine, je bilo 11 otrok. Pa so nam že starši vzibeko položili, da je treba imeti sočutje do ljudi, vzgajali so nas v pridnosti, delavnosti in pomagati drug drugemu. In zdaj, ko smo velika družina, še zdaj sta vedno rekla, ko sta še bila, bodite, radi se imejte, pa pomagate drug drugemu, in v življenju bo vse lepo. In zdaj prenašamo to njuno sporočilo ate pa mame še na naše otroke. Vse življenje je bila dobrodelka, prostovoljka. Naziv častne občanke ji tudi zato pomeni veliko.
Zelo sem srečna, da sem to dobila, čeprav nisem pričakovala. Jaz sem pred enim letom izgubila moža in sem malo drugačna postala. Ampak vseeno v meni je bilo še vedno pomagati. In taka bom ostala, dokler še bom lahko. Med prejemniki občinskih plaket pa je Jasna Šteger, ki je dobila občinsko plaketo za delo v kulturno-umetniškem društvu Pavza. Absolutno mi pomeni to eno priznanje občine, da je delo v kulturi tudi pomembno in da to znajo oceniti tako na občinskem nivoju, kot seveda tudi ljudje, saj so nas vedno zelo nagradili na naših prireditvah. Društvo Pavza je močno prepoznavno, tako v Selnici kot tudi širše. Kaj dejansko pomeni Štegerjevi, da je del njega? V prvi vrsti mora biti to lastno zadovoljstvo, v drugi vrsti pa seveda je zelo prijetno, ko vidiš, da ljudi navdušiš, da je tudi drugim všeč. Prav na vse prejemnike priznanj, plaket in častno občanko pa je ponosna tudi županja, prav tako tudi na občini. Občina Selnica je izredno ponosna, da ima številne občane, krajane, ki z dušo in srcem delajo za našo občino, največkrat prostovoljno preko društev in da v tem resnično uživajo in tako dajejo velik delež k lepemu sobivanju v naši občini. Posebej pa se vidi izrazito za častno občanko Antonijo Majster, ki je že vse svoje življenje veliko prispevala k razvoju našega kraja s humanitarnostjo in drugim, tako da menim, da so šla tako plakete priznanja kot ime častne občanke ravno v prave roke. Slavjem, ki je bilo tako na sami prireditvi, kot tudi po njej, pa so to čast vsem še posebej pokazali in se zahvalili vsem dobitnikom za njihov trud. Te dni se je v Mariboru odvila mednarodna podjetniška konferenca Podim. Poglejmo prispevek. Mnogim zagonskim podjetjem v preteklih letih prav sodelovanje na Podimu omogočilo hitrejšo pot do investicije in nova partnerstva, zato je udeležba vsako leto odlična. Torej, udeležencev je nekje 1200, od tega je približno polovico startupov, torej več kot 200 startupov, pa nekaj več kot 100 investitorjev, pa potem približno toliko predstavnikov uveljavljenih podjetij, tako da to so neke take ključne številke. Najpomembnejša metrika za nas pa je zadovoljstvo udeležencev, ki nam na vsakem koraku v bistvu sporočajo, da so zelo zadovoljni. To nam je tudi najpomembnejše. V torek so izmed 135 startupov iz 18 držav za najboljšega razglasili češki Herapy. Gre za spletno platformo za hitro zagotavljanje terapevtske in psihološke pomoči. I'm really happy, maybe you don't see it in my face, it's because full of day of dealing with investors was kind of hard, but I'm really happy because the competition, it was really high quality and I like how you done semi-finals where I see that the questions are really good, so I was surprised and yeah, I'm happy to be here. Minister je poudaril, da projekt Podim Slovenijo pomembno umešča na evropski in tudi globalni podjetniški zemljevid. Jaz želim biti zelo iskren. Moram reči, da sem presenečen, da sem ponosen in da bom rekel, dajem klobuk dol vsem organizatorjem. Zakaj? 3 dni nazaj sem bil, en teden nazaj sem bil v Münchnu, v njihovem startup tovarni, ki je ena najbolj uspešnih startup tovarn in sem bil tudi tam navdušen. Ampak od danes sem prihajam, vidim, da jim nič ne zaostajamo. Edino, kar zaostajamo v Sloveniji, je za pridobivanje tega tveganega kapitala. In zato, da na nek način vse to, ta startup, scale-up in tako naprej, lahko tudi na nek način financiramo. Glavni namen konference, ki jo je Mariborski zavod Tovarna podjemov prvič organiziral leta 1980, je povezovati inovacije s poslovnimi priložnostmi, kapitalom in znanjem. Prihajajočo nedeljo bodo v občini Rače Fram nadomestne županske volitve. Februarja je namreč nepričakovano preminil dolgoletni župan Branko Ledinek. V boj za župansko mesto pa sta se podala 2 kandidata, Samo Rajšpi in Drago Cesar. Poglejmo, kaj sta v svojih vizijah povedala na našem soočenju. V ponedeljek bo znano, kdo bo prevzel vodenje občine Rače Fram. Kandidata smo na soočenju povprašali, kakšne načrte imata z gradom Rače. Na podlagi pogovorov z občani v predvolilni kampanji sem zaznal, da je kar nekaj interesa za turistično ponudbo v okolici gradu, ki je sedaj v bistvu upravna stavba z nekaj stanovalci. Tukaj bi rad poudaril, da v bistvu grad v Račah ni edina impozantna stavba.
strogi center Frama z vsemi temi stavbami okoli oljarne Fram in pa še kakšen drugi objekt, so tudi zelo lepi, ne, in bi tudi tam neka, čeprav je v Framu kar lepo zastopana gostinska ponudba v neposredni bližini. V gradu je bilo že kar nekaj idej, ampak potem je treba tudi okolico gradu temeljito spremeniti, se pravi parkirne prostore preseliti kamorkoli drugam, zato da bodo zaživele neke druge dejavnosti. Kulturno-umetniške dejavnosti, konkretno knjižnica, vse ostalo pa mislim, da se je kar lepo prijelo v gradu in takšen del kulturnih zadev bi bil v gradu najprimernejši. V gradu so že zdaj bistveni krasni prostori, se pravi Bela dvorana, občinski prostori, tale poročni prostor v sklopu Bele dvorane, vinoteka, Grilov muzej, ki se bo širil kot tak, kapelica, knjižnica, skratka res krasni prostori, ampak zraven absolutno bi še pa dodali, planirano je ena širitev Grilovega muzeja, to se bo zgodilo v kratkem, eno stanovanje se je spraznilo in v tiste prostore bi tudi zraven razširili tale Grilov muzej. Mislim, da je bila zelo pomembna tukaj ena grajska kavarna, ki bi dejansko malo obudila življenje na notranjem grajskem dvorišču. Širitev knjižnice kot takšne je tudi planirana, to moram povedati, tudi ena taka bralna plaža je predvidena, tudi ureditev okolice gradu v smislu enega grajskega parka, to bi se v bistvu urejalo s krajinarjem. Skratka, kar veliko enih smernih načrtov je. Zanimalo nas je tudi, kaj bi storila, da bi bila občina še bolj prijazna mladim. V prvi vrsti, da pritegnemo mlade, je potrebno poskrbeti za infrastrukturo kot takšno. Se pravi, rekreacijske površine, dodatne sprehajalne poti, dodatni parki, se pravi ozelenitev, absolutno kolesarske povezave med naselji, zraven vseh ostalih ugodnosti, ki jih morda lahko naštejem in katere bi še dodali zraven, se pravi žepnine, dijaki za mlade, nudimo uvedli, po mojem bi lahko uvedli subvencijo komunalnega prispevka za mlade družine, že imamo, se pravi, znižanje plačila oziroma pustitev plačila nadomestila za uporabo stavnega zemljišča v 5 letih od selitve kot takšne. Skratka, kar nekaj, tudi poletni tabori v večjem deležu, bom rekel, 2/3 sofinancira občina Rače Fram. Skratka, je kar nekaj dogodkov oziroma kar nekaj stvari, ki so že subvencionirane. Mi smo v naši občini ponosni, da imamo tako velik priliv mlajših družin v to občino, zato se tudi potrebe v določenih naseljih oziroma krajevnih skupnostih razlikujejo. Tam, kjer so novogradnje, pričakujemo predvsem potrebo predšolskih otrok, se pravi igrala in dalje mladina. Jaz predvsem zagovarjam obnovo oziroma nadgradnjo tribune v nogometnem klubu Rače, mogoče še kakšna gradnja konkretnega igrišča v Framu. Predvsem pa razen tega, kar je moj protikandidat že poudaril, kolesarskih in peš poti, želim povezati Naturo 2000 z vse stvari z naseljem Rače, tako da se da tja priti s kolesi in peš, kar se daj trenutno precej onemogočeno. In kaj pred volilno nedeljo sporočate občanom? Najprej pozdravljam našo občino Rače Fram, drage občanke in občani, želim, da pridete v čim večjem številu voliti to nedeljo, verjamem, da bo lepo vreme. Kolikoli boste izbrali za župana, verjamem, da bo dobro delo za našo občino skupaj s občinskim svetom. Želim pa, da za svojim glasovanjem doprinesete k viziji razvoja naše občine. Spoštovane občanke, dragi občani, vkolikor želite, da tudi v prihodnje delamo po doslej začrtani poti, po doslej začrtanih smernicah, ki je jih v bistvu vzpostavil žal pokojni gospod Branko Ledinek, in vkolikor želite tudi vi, občani, z nami krojiti prihodnost naše občine, potem se odločite modro in obkrožite številko 1 na glasovnici. Odločitev o tem, kdo bo postal nov župan, pa bo padla to nedeljo, ko se bodo volilni upravičenci v občini Rače Fram odpravili na volišča. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Sveže novice najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje.